Ona ni bila sem stevardesa, sploh ne vem, kakšen je izraz. Kaj so to kakšne zahtevki od teh potnikov, da si tako? Problem je, ker ne smeš se kregati z njimi, ne smeš jim nič reči. V bistvu ne obstaja beseda ne. Koliko stane letalna ura? Tam okrog $15,000 na uro. Pa to so bili ponovno kakšni šejki gor na teh. Lej, te naučijo že zelo zgodaj. Fake it till you make it. Najbolj pomembno vprašanje bi bila jaz sprejeta za stevardeso Emirate. Koliko si stara? Dobro, sam pri tebi ne bi bil to problem, po mojem. Jaz moram videti, da je pljuval v hrano. Klara! Tisti dnevi v mesecu. Hej, kaj pogledate? Hej. Ja, spet smo nazaj, danes smo pa z mojimi puncami, smo v goste povabili še eno našo punco. Našo v bistvu sodelavko, Hano Barbar, da je predstavlja, prosim. Kar ste rekli, da je to naša sodelavka Hana Barbar. Ampak je še kaj zapovedati o njej. Ja, v bistvu je bivša stevardesa, pri nas na Enki je... Čak, ti si šefica videoprodukcije, ali je Hana? Gleda, Hana samo uradno ta title. Hana skrbi za social na Enki, ampak ne samo za social, ti si v bistvu deklica za vse. Ja. Pa ful. Wow, Ne vem, je to pozitivna stvar. Ja, pridna je, Tako nekako. Drugač, punca je magistra prava. Tudi to, ja. Tako da, Vsaka čast. se pravi, ker se je pač odločila, da je v pravo premalo denarja, je šla na Emirate delati, ker je bilo tudi tam premalo denarja, je prišla delati na Radio 1 in zdaj. Le smo zdaj. Evo. Ja. Zdaj. Drugač, prej sem računala, oziroma s Hano smo se pogovarjali, pa ti, naš matematik tega podcasta. Joj, ne. 20,000 ljudi Ja. je zaposlenih v Emiratih, se pravi v letalski družbi, še več, ampak dajmo reči Kabinsko osebje. kot kabinsko osebje, ne? Ja. Ja. To se, ja, piloti, ne, to se šteje, ne. Vse. No vem, je tukaj zraven štet pilot tudi. Ok, 20,000 ljudi, ja. In 20 jih je izbranih v, dajmo reči, to elitno skupino, ki so na private jetu in Hana je bila ena izmed njih. Koliko je to procentov? To je v bistvu, a je 1,000? To je 0,1%. A je res? Ja, To je bilo full hiter, kaj si je. rekla? Ja, na zadnje ni znala računati procente. Daj, nisem znala. Takrat, koliko imamo popusta na ene izdelke. A res? Ja, in no, hotela sem samo povedati ljudje, da ona ni bila sem stevardesa. Bila je, sploh ne vem, kakšen je izraz. Kakšen imate izraz, Hana? Kaj teh 20 ljudi? Za zasebno Ja. letalo, ja, ne vem. Pač v bistvu sem še vsem bila stevardesa, ampak na zasebnem letalu. Elitna stevardesa. Elitna. Ja, ne vem. Bolj fajn sliši. Ja, ne vem, če si imela 0,1% možnosti imaš, da si sploh tam, oziroma moraš biti tako dober, Ja, da ja. prideš tja. Ne vem točno, kako so me najdli, očitno malo sem imela sreče. Vem, da sem tudi tam dosti delala, da sem probala biti čim bolj pridna, da sem se potrudila, ker sem letela. In očitno sem imela srečo, da so me parkrat res opazili, ker obstajajo ljudje, ki grejo na letalo kot potniki, ampak so v bistvu iz naše firme in opazujejo, kako ljudje delajo. Tako da očitno sem imela parkrat srečo in to je bilo to. Pa so ti prav pisali ali te klicali? Ej. Dobila sem mail, da sem povabljena na razgovor za private jet. Jaz sploh nisem vedela, da to obstaja. To je tak zelo skrivnosten del letalske družbe Emirates. In to je bilo to in sem šla pol na razgovor. Najprej sploh nisem vedela, je to res, a me kdo zabava, je kak fake mail, ne vem. Jaz sem klicala svojega menedžerja in je rekel, ja, to je res, krpejt, dobra priložnost, če uspeš prijeti zraven. In sem šla in sem imela tam razgovor in čez, ne vem, 2 tedna so mi poslali nov mail, da sem sprejeta. Oh, wow. In da bom v roku parih mesecev začela s treningi, ki so lepo pol tudi res full intenzivni. Aha, še dodatni treningi, poleg Ja. tisti, ki si jih že Ja. mogla preopravljati. Ja. In kaj, pol si v bistvu skozi letela samo s privat letali, ali to je tako? Ne, še vedno je bilo mešano, še vedno sem v bistvu večinoma letela s komercialnimi leti, ampak recimo enkrat, dvakrat, trikrat, odvisno od meseca, je pa pač enkrat, dvakrat, trikrat na mesec je pa prišel tudi ta let. A pa se razlikuje tudi plačilo? Imela sem v bistvu kar nek dodaten pavšal zraven in to sem dobila ne glede na to, ali sem letela ali nisem letela z zasebnim letalom tisti mesec. Ni bilo pa to neka bolana vsota za Dubaj. Pa to so bili ponovno kakšni šejki gor na teh. Ja, načeloma smo imeli sam te res bogate družine iz tistega konca, kak Oman, Indija, Pakistan, Saudska Arabija. Tako da ja, načeloma so bile v bistvu družine. Koliko stane letalna ura?
privat letala? Tam okrog $15,000 na uro, je pa pol tudi odvisno od teh taks, ki jih imajo letališča, ker v bistvu ti lahko letiš kamorkoli na svetu, samo da je pristajalna steza, pač da je dosti prostora, nisi pa vezan na letališča, ki jih drugač ima Emirates v svoji mreži. Žalo bi tudi v Ljubljani pristali pač. Ja, dejansko bi lahko po moje dosti veliko. V tem privat letih bomo še pol nekaj, kar mene je vedno zanimalo, pa kako je to velik avion, pa kako se to pol podre, ker smo se enkrat pogovarjali, pa se posle not naredijo, pa tako. Ja, pa sem res posle, fakt to smo pisala, nisem. Dej boš mal nam opisala čistko, pač, ok, ti si tu študirala pravo, zakaj se ti odločila, da greš, kaj se kaj dogaja gor na letalih, pol te ženske zadeve, se veste, da te, sploh stevardese, ne vem, od teh arabskih družb, vse je to druge, da nam zdaj koga podcenjevala, ampak tako in Katar, in Emirati, in kak Turkish. Ful so vedno čist ta outfit, make-up, vse, ne, kako so te priprave. A so kakšna, ne vem, pravila za karkoli. Najbolj pomembno vprašanje bi bila jaz sprejeta za stevardeso Emirate. Poglej si me. Koliko si stara? 40. Ja, načeloma zgornja meja je 50, oziroma pri 50 ti ne podaljšajo več pogodbe. Dobro, sam pri tebi ne bi bil to problem, po mojem. Jaz si tebe prav predstavljam, da ti z enim vozičkom tam hodiš, pa da ti zmanjka pomarančnega soka, pa ti kdo reče, da bi pomarančen sok, pa si ti tako, nimamo. Pa mu začneš jabučnega soka. A bo redo. Ali pa da si tam nekaj na sredini, me se ne da več. Gre sam na saj. Zvorno je to otrok dred. Pa to se morajo fake smejati, ne vem, po koliko, po 20 ur skupaj. Ti pač... Lej, te naučijo že zelo zgodaj, fake it till you make it. No. Veš, kako obstajajo te flajštri, ki dvignejo malo to? Te zategnejo. Ja, ki te zategnejo, zvisi te nategnila, da bi lahko ostane. Tudi, ko bi mu rekla spizdi, bi se smekala. Ampak, veš, na tvoje oči ne lažejo. Ne vem, kaj bi s tem naredila. Tukaj je problem. Jaz mogoče res ne bila primerna, definitivno ne bila zbrana. Jaz pravim, da je pljuval v hrano. Klara! Ne, hej. To grozno spet ni. Se znam biti prijazna. Ja, 2 uri na letu po 20 urah. Veš, da bi šla z vami od Zagreba do Dubrovnika, to je pa maks. Vidiš, da private jet bi bila v redu, ta kratek. Ja, kratek let. Jaz bi bila za elitne. Kratko ali sladko, to pri meni na vseh področjih šole. Ja, kako si sploh znašla v Dubaju? Mislim, kako... Odletela je. Ma ne moj. Nekdo je mogel Ja, oziroma, kako si se res odločila, da si šla iz prava na letalo? Iz prave poti na... Tako. Ma nisem se niti jaz odločila, po moje. Jaz bi to tako rekla. Nikoli si nisem želela tega, nikoli nisem razmišljala o tem, ampak mi je mami enkrat poslala link od ene spletne strani, čez en mesec bojo Emirati v Mariboru zbirali novo osebje. Nimam časa razmišljati o tem, jaz sem bila takrat pač študirala sem pravo, delala sem v bistvu 2 letnika magisterija, sem probala narediti v istem letu. Bili smo sredi izpitnega obdobja, to je bilo tam januar, februar in sem rekla, pač mami, nimam jaz cajta za to, dej, pozab. In pa mi vsak dan, dej, pa a si pretuhtala, bi šla, pa dej, zakaj ne greš probat? In sem se zadnji dan premislila, zadnji dan sem rekla, ok, grem, zato da v mami srečna, zato da bom imela mir doma. Ja, zato mami pohotla, da greš. Mami, jaz sem tako mislila. da dobro pripravljenosti. Ne, si pač prijem jaz v Maribor tisti dan, bilo nas 60-70 in pa ti dajo razne naloge, da preverijo tvoj teamwork, tvoje znanje angleščine, kako bi se spopadal z različnimi situacijami, pač kako bi reagiral na določene stvari. Na koncu nas je ostalo 5 ali 6, sem prišla do konca in pol te pošljajo domov in imaš ti čez par dni še test angleščine, psihološki test pa finalni intervju, kjer te pokličajo prek Skypa oziroma Teamsov iz Dubaja. V glavnem in se usedem v avto iz Maribora, kličem mami, ja, pač 5 nas je ostalo, pa zdaj? In ona tako,
A ja, čakaj, ti to resno misliš? A ti res misliš iti? Jaz tako, ne, čakaj, pač. Ti si me poslala v ta problem, pomagaj mi, kaj ne naredim, ne. Tako da, ja, in potem sem še tisto vse naredila in na koncu so me na nedeljo med nedeljskim kosilom poklicali, kdaj se bom preselila v Dubaj. Wow, in koliko časa je trajalo to obdobje od tega nekak izpita do tega, da si se preselila, pa vsa, kako imate v vaje in treninge, tako ja. Zdaj, ta Open Day je bil, mislim, da nekje marca, tam konc marca, začetek aprila sem zvedela, da sem sprejeta, ampak sem jaz rekla, hočem zaključiti vse izpite na faksu, še preden se selim, tako da sem za nalašč ostala še do julija, pa sem se pa julija selila in ko sem prišla tja, imaš najprej 2 meseca sam strogih, napornih treningov in šele pol začneš ti leteti. Se pravi, leteti sem začela pa začetek septembra, sredina septembra, tam nekje. Koliko časa si bila dol? Dol sem bila 4 let pa pol. Ful. V bistvu. Koliko si bila stara, ko si se preselila tja? 24. Wow. Ja. Mislim, Še vedno je mlada, ker je tudi že nazaj prišla, pa tle dela. Ja, ne več to, ampak ja. Jaz sem tudi tam, tako da mlade. Ja, ne, to je šlo kar hitro, če me vprašaš, drugače tako. Od julija do septembra, da si že kar gor. Ja, pa samo ti si imela 2 meseca uvajanja, ker si bila recimo tako dobra in si usvojila to, kar so rabala na splošno? Ne, vsak gre čez to. Vsak ima gre isto. čez to, ja. Znotraj teh 2 mesecev imaš ti vaje glede vsega. Se pravi, od medicinskih primerov do strežbe, do varnostnih vidikov, od tega, kakšni signali so na letalih, pač kaj pomeni, kjer lučka, kjer zvok in tako naprej. Jaz sem brala, da morate biti stevardese oziroma kabinsko osebje usposobljeni za porod. Ja. Res? Ja, za vse medicinske primere, karkoli se zgodi, te načeloma izšolajo, veš, kako reagirati. Pa bi dejansko znala reagirati, sorry. Ja, nič. Ja, mislim, nikoli nisem jaz doživela tega. Okay. No. Se mi zdi, da kot se nekaj takega začne dogajati, ti vse en mogoče malo adrenalina šopa, ampak ker si mogel te izpite tudi obnavljati pol vsako leto in so bili ti treningi res kar strogi in intenzivni, si imel mogoče nekako ponotranjene te zadeve in se mi zdi, da bi znala reagirati. No. Meni je bilo ful zanimivo, mojega dragega je na enem krajšem je pač skupaj, vse to smo se pogovarjali, ne, in pa če sem naenkrat na koncu videla, kaj je v bistvu stevardesa pretekla do mene, da leži na tleh in da ga pač probajo k sebi spraviti. In takrat je bilo še ful grozno, ker je Stela se igrala na sedežu in pač nisem hotela, da stopi na hodnik, da bi videla, pa so itak mislim, ljudi so postavili dejansko, da se ga je. Ampak jaz sem se v tistem trenutku, sem bila kar robot. Jaz sem hodila o tem, spraševati, kaj je, kaj se dogaja, pa nazaj tam mali, s čem se pa zdaj, tako psiho, prav tako kar robotek si. Ampak to so se pa s Hano pogovarjali. Jaz sem se takrat prvič zavedla, tako pač ti ne moreš tam rešilca poklicati, ti si fucking nekje v zraku. Ja. In veš, da sem tako rekla, kaj v tem primeru, imate zdravnika na avionu ali imate kaj, mislim, ka pač človek ti lahko umre, a ne, mislim, pa dober, on je bil pač, zbolel je in je pritisk bil ful pač, zmanjkal ga je, ni bilo nič hujšga, ne. Ampak tako, ja, kaj naredite, uživljate, imate zdravila, imate telefon ali pristanete, kva? Ja, v bistvu karkoli se začne dogajati, prvo moraš ti nekako reagirati. Zdaj, če gre za uživljanje, tudi to znaš. In moraš začeti takoj. Tam ne moreš čakati, da ti bo nekdo drug pomagal in svetoval. Ti začneš takoj, ampak drugače imaš pa v drugih primerih vedno možnost, da ti po avionu vprašaš, če imaš kakšnega zdravnika na avionu, ampak tudi on lahko pomaga do določene mere. Pol imaš, ves čas lahko pokličeš posebno ekipo zdravnikov, ki so na tleh in ki v bistvu so v kontaktu z letalskimi družbami, da pomagajo v določenih primerih. Sorry, zdaj sem se začela smejati, sem mislila, že rekla, da bi z raketo preletijo. Ja, mi pa vrata odpremo, da grejo. Ok, sorry. Ja, ok, ni smešna tema. Ja, ok, pokličeš njih in oni ti svetujejo. Ja. Zdravila dajete vi? Odvisno kjera. Ok. Imaš jih zapakirana v različne pakete, bomo temu rekli, v take različne kovčke, različnih barv, različno se imenujejo. In od tistih najmilejših, ki jih lahko daš sam, to je, ne vem, za glavobol, pa za take zadeve, a ne dni panike, pa do unih najbolj takih strogih, za kakšne panične napade, za, ne vem, pač tista zdravila, kjer pa v bistvu ti moraš najprej poklicati zdravnika na tleh in ti šele oni lahko dovolijo oziroma svetujejo, ok, to je res, gre za ta pa ta primer, da je to pa to zdravilo. A pa to imajo prav prešteta zdravila, lahko vzameš tudi.
Ne, vse je posebej zapakiran, tako da če ti tisto odpreš, bojo videli, da si ti odprl in bojo šli gledati, kaj noter manjka. In vse mora biti skladno s papiri, ki jih ti izpolniš, če se enem potniku nekaj zgodi, a ne ti izpolniš vse, kar si tudi dajal. Mislim, da bi ti lahko en tablet padel. Med sedež, pa to bi dal nekaj drugega. Ti redno dogaja. Veš, ti bi rekla, ne vem, 2 tableta bi manjkala, enega zdala potniku, en ti je pa pač padel, kaj je bil živčen, tresel se je. Se je res kopu vzela, sploh ven. Lara, ne vem, kaj ti razmišljaš. Kaj jaz razmišljam? Ti si nadaljevala mojo misel. To prave 2. Kaj bi vzele? Ti sam povej. Vse, kar imaš. To bi bil način, kako bi bila jaz ful srečna. Tako pa bi se pa skozi svečkala. Bi tudi ta dolga leta zdržala. Ali pa ne, sploh nič nikam bi prišla. To bi bila v unem bunk bedu. Lučke so, ne, ko vas pokličajo, ki bi že 26 svetila. Dobar, ne, sam realno. Vi imate v bistvu tudi zelo naporne potnike, sigurno na letih. A imaš kakšen poseben primer, da si bila tako, ker ti si zelo mirna dušica in nisem te še videla, ali pa enkrat sem te slišala, da si malo poizdila, ampak drugače si te ne predstavljam. Kaj so to kakšne zahtevki od teh potnikov, da si tako, Problem je, ker ti nič ne smeš v bistvu nazaj reči. Ti se ne smeš kregati z njimi, ne smeš jim nič reči. V bistvu ne obstaja beseda ne. Vedno moraš nekaj probati. Ok, v redu, bom preverila, tudi če ti veš, da nečesa mogoče nimaš na letalu, rečeš tako, bom preverila, bom prišla ven kasneje sporočiti nazaj. In dejansko prideš, ampak vmes imaš mogoče čas, da nekako, ali pa ponudiš nekaj drugega, ne vem, karkoli. A mi je kdo kakšno ful bizarno zahtevo? Tako da si mislila, da fuck je narobe s tabo in pa si rekla, preverim. Ne, najbolj smešne so mi vedno veš, kad ti priješ tja, chicken or beef, ni nazveni čistko, ampak pač ponujaš, ne vem, piščanca. Ja, chicken or pasta. Ja, ponujaš, ne vem, piščanca ali govedna in on tako, riba. Ti si, chicken or beef. Ne moram tako. In te prepričuje, da on bi imel ribo. Ja, kje naj ribo dobi? Nimam ja, ne moram. Tako da vse živo. Bom preverila, če imamo riba. Bi raje, če nimamo chicken or beef. Ampak dejansko, tako nekako se učiš. Drugač, to je zelo dobro. Do konca podcasta bomo zvežbali. Veš, da bom imela danes celo oddajo audicijo za Emirate. Jaz bi hodila biti na tem letu. Jaz tudi. Veš, ko obstajajo te posebne restauracije, te Karen restauracije. Rebeka, veš, da bi mogla biti svojo letalsko društvo. Veš, na Emirates. Na radio delam, imam flotko bomo kupili, pa vamo. Ej, Hana, stevardese na Emiratih ste ful, so bile, ste ali so bile? Smo bile? Ste bile, ja. Ste bile. Okej. Ja, ne vem, Filip, včasih, ko se pogovarjamo, da je še vedno kar rečeš smo. Ja, ne vem, ker nekako sem vzela to za svoje in se moram prav popravljati sprot, da rečem, ok, ne več, pač sem bila ali pa ne več. No, pa se vse ste namazane, lučne je totalno, pač prav nek zgledajo pač tako, kot da vas, a ne zgleda tako vse, ker pač, kad ti pogledaš kakšno drugo letalsko družbo, S temi, ki mi letimo. Ja, s temi, ki mi letimo, nizkocenovnimi, kjer nimaš placa za noge, kjer lahko samo na hrbtnik porineš, drugače moraš doplačati. Tudi stevardese zgledajo vsakdanje, no. Bolja. Ja, pač. Tukaj se smekajo se, ne, nam je prav nahrula enkrat. Iz Italije smo leteli, prav darkana je bila, darla se po celem avionu, vidiš? No, dober. Ja. Vprašal, kar si hotel vprašati. Zgledate, kot da ste iz revije. Ja, res, ja. Mislim, tudi make-up, to bomo še nekaj rekli, make-up, pač obleka, ok, to je uniforma. Ampak ful ste lepe, prav tako, kot da vas zbirajo. Zbirajo, vse je v Mariboru. Dobro, ampak zbirajo tudi na podlagi vseh teh testov. Razumeš, vseh standardih, ampak tudi poizgledajo, ti lahko imaš punco, ki izpolnjuje vse standarde, bi lahko, ja ne vem, bila ful dobra, vseh psiholoških, ful likeable karakter, pa mogoče ne zgleda, ne vem, kako bi oni radi in pol pač ne pride noter, to sem mislila, ne. Da mi zdaj povej, to mi je bilo ful fascinantno, ko sem te poslušala že enkrat na podcastu, a ste vedela, da imajo predpisan make-up?
Ja, pa kakšne barve nohtov lahko, pa kakšne ne. Daj povej. Tujo, da ne smete imeti, pa tako ne. Ja. Mislim, teh pravil je ogromno. Sploh za ženske, kar se make-upa tiče. Pač moraš imeti puder oziroma podlago, moraš imeti maskaro, je obvezna. Potem ali imaš eyeliner, ali senčilo, ali oboje. Ne smeš biti brez vsega. Moraš imeti rdeča šminka, to je naš zaščitni znak. S tem, da rdeča šminka mora biti nekako ta prav odtenek, ki pa še na tvoje ten kože. Kako pa ti to, mislim, kaj pa če ne poznaš sebe tako dobro, da veš, kaj ti pa še ti oni povejo? Ogledalo si kupaš. Ne, pač ne vem, lahko da bi bila meni ena rdeča ful všeč, pa bi en ta rekruter ali ne vem, Rdeča mora biti, a ne? Eno je to, da že ko si ti na treningih znotraj tistih 2 mesecev na začetku imaš en tak mini del, mislim, da sam par dni traja, ko se ti ta prvič obležeš v uniformo in oni ti točno povejo, kaj na tebi je v redu in kaj moraš popraviti v smislu make-upa in tega in takrat ti tudi priporočajo mogoče, kjer odtenek šminke ti bolj paše. Če greš po svoje in daš nekaj drugega gor, še vseeno je opcija, da pred letom, da te ustavijo in ti povejo, da moraš zamenjati šminko, ker te opazujejo. To imajo, a Pa niso... če nimaš s sabo? Moraš imeti šmink, moraš imeti tak sabo. Ja, pa tudi Več sami si odtenkov. delate make-up. Ja, Aha, vedno. okej. In ne dajo ti nekega budžeta za make-up. Aha, no, se to smo morali To je vse vprašati. tvoje, ja. No. Ampak kaj, vi imate pol prav neko, kaj nekje vas, a nisi rekla nekje, jaz mislim narobe, da vas nekam odpeljejo, preden greste na let in pa greste čez nek terminal? Mislim, Ja, tako je, a ni bilo tako? ti A so se prideš v bistvu pogovarjali? na čist drug del letališča kot potniki, a ne? To je sam za kruh. Prideš tja, greš najprej čez ta pasport kontrol, pač poskaniraš svoj pasoš, te spusti naprej, priješ noter, oddaš svojo prtljago, greš čez ta security check, če piskaš, te pol tam še ženska prešlata, preveri, ampak spet, ker si v Združenih arabskih emiratih, te odpele posebej v en tak kotiček in te tam pretipa in preskenira. V glavnem pa greš pa naprej, zatem je pa taka velika avla, iz katere so pol speljani hodniki. Se pravi, v enega izmed teh hodnikov itak moraš iti, zato ker imaš tam sestanek pred letom. A ne? In sred te avle pa zelo pogosto stoji pač par žensk, ki se ukvarjajo s tem, so image and uniform officers v bistvu, in one te pa lahko ustavijo, one dejansko gledajo, kdo vse gre tam mimo in one te lahko ustavijo in ti povejo, da ne moš priti z njim in imajo tam eno tako svojo sobico, kjer imajo še dodatne kose uniforme, če je mogoče kak tvoj kos preozek za njihove standarde, ali pa ti povejo, kaj moraš spremeniti do Šminko naslednjič, naprimer. Okay. In si tudi zapišejo noter datum, ko so ti ga dale, ne vem, do tega pa tega datuma moraš imeti to pa to popravljen. In oni vejo, kdaj imaš ti let po tem datumu, ta prvi, in prideš tja in v momentu, ko se ti čekiraš na ših noter in oddaš prtljago, oni že vejo, da si ti tja prišel in te pokličejo spet k sebi in preverijo, če si popravil. Kjer šminko si uporabljala? Kjer odtenek veš? Ej, ne spomnim se več, ampak sem imela eno poceni, mislim, da je bila od Essence. A ja, Rdeča dejansko, šminka. to Ja, ima veze. ja. Okay, mi smo se nazadnje pogovarjali, ne vem zakaj že, so se s Hano pogovarjali glede šminke, jaz sem se mogla nekaj namazati in pa mi je Hana povedala njene trike, kako ti ostane šminka ful dolg. Dej povej, prosim, to, Ja, ful dobro. joj, če me bo zdaj nek make-up artist poslušuje, to Ja, je veze, grozno, samo ampak da dela. to je bil moj trik in tako mi je ostala rdeča šminka dolg gor, tudi potem, ko sem jedla pa pila. Jaz sem se tretirala kot kožo. Se pravi, normalno puder, tekoč, oziroma primer, puder tekoč, puder v prahu, potem sem si dala sem gor malo highlighterja in pol z barvico najprej rdečo, pač naredila obrobo in šla čez cele usnice in pol še rdeča šminka. A se pravi, si imela svinčnik spodaj, porisan. In pol sem na tanko šminka čez in pol sem si šminko už tako s papirčkom potapkala in tako me pol držala. Wow, no, Kar dolgo leta. Ja. Life hack. To pa je zanimiv Glih, ker life prihajajo novoletne zabave, Ja. ja. Na prvem kozarcu že ostal odtis, pa pol. To. Dejansko se ti tudi na kozarcu pa recimo ni poznal. Ne, vsaj ne tok, niti približen tok. Je pa res, da tudi po, ko sem prišla v hotel in si hotela zbrisati šminko, Ni šlo stran. sem imela še vedno malo rdeče. Drgneš, ja, Kaj z nohti? Nohti, francoska manikura ali pa rdeči, v pač najmilejšem primeru mora biti vsaj prozoren lak. Pa lahko so dolgi maksimalno pač par milimetrov čez
čez prste. Imaš zdaj že To bi bili recimo recimo predolgi, čist predolgi. Aha, okay. Ja. Morajo pa biti nohti, mislim, tako, morajo biti ful urejeni. Ne, jaz takrat zaradi vseh teh težkih kontejnerjev, ki jih moraš pol predstavljati, nisem imela nikoli teh nohtov, ker sem videla Kontejnerje. na letalu, ki jih imaš v kuhinci, kjer imaš pospravljene stvari noter, ne? Pa kakšni kufri, pa take stvari. Sem videla par punc, no, ki so imele te geliš in so si prav tako do krvavga, se jim je pol lomil. Ne? In pol to tudi ni po teh standardih image and uniform, ne, se pravi, moraš iti takoj popravljati. In pač jaz se s tem nisem obadala, jaz sem imela svoje nohte postrižene čist na kratk, pa sam prozorno lak gor. Najmanj zahtevno, najbolj enostavno. Pa čak, tatuji niso dovoljeni, a je res? Ne, tatuji se ne smejo videti izpod uniforme, s tem, da recimo ženske imajo kratke rokave, se pravi, cele roke odpadejo. Kar se tatujev tiče, po nogah ne sme biti, ne vem, kjerkoli bi se lahko izpod uniforme videli. Pol prstan, lahko je en prstan, max, in lahko ima en kamenček, in ta prstan je lahko zaročni ali poročni. Kaj pa če ima zaročni več kamenčkov? Pač upaš, da Snameš ga. Ja. Ali pa mogoče ga tako, veš, malo okoli obrneš, da ni ja, kamenčka okej, sredi, to ali pa lahko. neki. Ne smeš imeti piercingov. Kaj pa ušesa? To pa ja. Ušesa, ja, ta normalni uhani, recimo te bi bili še ok, ker so sam kamenčki, mogoče so celo malo preveliki kamenčki, lahko imaš pa tudi tune, ki so biserčki, taki mehni, ne sme biti pa uhanov, ki grejo tako čez Pa kdo se to sploh spomne? Pač komu se da to sploh ukvarja, da vse to gleda, kakšne nohti? Ja, pa pol ure, pa pač vse je predpisano. Wow, jaz se spomnim nikoli opazila na stevardesi, tam ima pa 2 kamenčka. Ja. Pa recimo, če imaš očala, je tudi predpisan, kakšne barve in kakšne oblike imaš lahko očala. In vedno, ko imaš ena očala gor, moraš imeti še ena rezervna v kufru s sabo. Lahko so drugačne, ampak samo, da so po standardih. Okay. Zato, če se ti ta zlomijo, da imaš ena rezervna. Isto je, če imaš leče, jaz sem cel čas nosila leče, moraš imeti rezervna očala v kufru. Okay, recimo, no gre ful na živce, ker nas to preverjajo na letališču. Kako pa pol vas preverjajo na letališču? Mislim, na letališču, tam, ker greš čez te varnostne preglede, tam je še ok, tam ni toliko krize. Ampak imaš pa pol te standarde uniforme, ki so... Prav Emirati, ki so strogi do pač zaposlenih, ker hočejo najvišji, a ne? Ja, to so pa v bistvu naši ljudje. Aha, ok, pa oni so v bistvu še najstrožji, kar se tega In tudi, recimo, fantje morajo biti čist pobriti, lahko imajo samo brke, kratke brke, drugače brade ne smejo imeti in če vidijo, da se moški ni zjutraj pred letom pobril, če ima tako res minimalno, imamo na letalu tudi britvice za porosilo, kjer pač se mora to urediti, preden potniki pridejo. Pa meni je bilo zanimivo, ker sem slišala štikle, morajo biti tam, kjer se vidi, ko hodijo mimo in potem se lahko preobujete na letalo, ne? Ženske imajo 2 para čevljev vedno s sabo, zdaj petke nosiš, ko si ti na letališču, pa ko vzletiš, pa pol za pristanek pa spet za hojo čez letališče. Vmes med samim letom se moraš preobuti v te fletke. Še vsaj en taki šolenčki, ampak sam pač nimajo pete, zato ker iz varnostnih razlogov tudi, no, ker bi si lahko gležen zvil, ker ne moreš to hitro reagirati, to hitro teči, če se slučajno kaj zgodi. Tako naprej. Super, imate to, kaj njih čevlo sabo, meni komplicirajo, zdaj ste pol kile. Je li zato, ker imajo oni to gledajo? Ker imamo mi toliko stvari. Da mečkan zmotva debato, čeprav je črni petek že mimo, pri Vitamin kliniku Black Friday popusti še veljajo, ampak samo še danes do polnoči. Tako da, če karkoli rabite, ali pa če si rabite narediti kakšno zalogo, zdaj se vam najbolj splača, ker so res izjemni popusti tudi do 70%. Ja, pač kakšen darivček lahko dobite zraven. Pa še eno dobro informacijo imamo za vse vas. Za vse tiste, ki ste zamudili zadnji dan popustov Black Fridaya, imamo za vas kodo After Black Friday, ki bo veljala samo 3 dni in sicer do 10. decembra. Tako je, vse njihove vrhunske izdelke lahko dobite še po nižji ceni in sicer s kodo BFTDM18 za 18% popusta. Kje so najbolj soprni potniki? First class, business class ali pač mi, navadni civilisti? Ne, se to tako mislim, ampak veš, kako je. Pa bi rekla, da je economy zahteven zaradi količine ljudi, Okay. imaš. Pol v biznisu se pa začne mogoče nekdo, ki si je malo težji prvoščil business class in pol
si prvoš vse in misli, da zdaj v biznisu pa lahko ful več stvari počne in si prvoš po prvekom. Kaj pa prvi razred? Po načeloma nočijo niti, da jih motiš. Pač pridejo kakšne izjeme, ja, valjda, vedno moraš previdno ravnati z njimi, a ne, ker ponovadi so to res taki ugledni ljudje, tudi znani ljudje. Jaz sem imela na letu Willa Smitha, Toma Hilfigerja, Rebel Wilson, tako. Hudo. In kakšni so te ljudje? Jaz z nobenem nisem bila nobena. Prav, vedno so bili cool, ampak mogoče bili zaradi tega, ker oni so zelo toliko izpostavljeni, da če bi se nekaj zgodilo na letalu, bi to nekako prišlo ven, ker bi vsi vedeli, kdo ta človek je. A ti je bilo kdaj neroden pri teh, ko si vedela, kdo so in si lahko, da bo ja vse cool? Ja. Preživčila? Ja. Enkrat mislim, da je bila Rebel Wilson. Ja. Sam čaj sem nesla, dobesedno sem čaj sem nesla, bi bilo tako, a bom jaz znala to prav narediti, a bom jaz znala to prav postaviti. Ja, to moram živčno zapopiti. Neč. Ne, ful pa ja. Če bi recimo smo ne vedela, kdo je. Ja, vem, da je Rebel Wilson, okej. Zdaj, kakšni pa so, jaz si te človek. Ampak te nisi, recimo, da bi Willu Smithu odnesla kavo, pa bi ga zelo naštoval pojela. Veš, ker to bi bilo... Nima Mika, veš. Ker to bi bilo zgodba, le to, če bi me odpustil. Zakaj sem pa tebe odpustil zmeraj, da Willu Smitha sem pojela, ampak sem imela bar kontakt, ker bi pogledal, pa ne zgodil narediti. Ampak se vseeno, razumeš to? Pa so mi vsi te barjazni, tako so te zahvale za stvari, ali so pač ne ignorirali v sfolku. Znani, ali načeloma first class, ali... Recimo, da... Če rekaj, da business class je doma naduvan, po določenem. Kakšni te znanja, te, ko si jih ti imela? Kar se znanih tiče, nikoli res nobenih težav, vedno so prijazni, ful ustrežljivi. Jaz sicer, mislim, nekateri so se slikali z njimi, meni je bilo to vedno tako neprijetno reči, da veš, ti greš tudi v first class zaradi tega, ker hočeš nekaj zaziti. Jaz bi se z vsemi slikal. Idem dvomem, pa potem, ko bi ga polila, pa še ne polila. Ja, je bilo neprijetno. Tako da, ja, meni je bilo malo neprijetno, bolj fehtati za fotke. Ne vem. Ampak še ena stvar, da se spomnila, na piknik tudi ne smete sprejemati, ne? Ne. Pa si da dobila tako možnost, da dobiš na piknine. Ja, sem dobila možnost, ampak je bilo tako v tem smislu. Bila sem v business klasu, sem stregla in dva tipa sta skupaj sedela, ampak je bilo tako malo podcenjujoče se je bila feeling. Tako kao je nas lepš, veš, kao mi lahko, ti pa rabiš to, ne se lahko. Ne bo. Koliko je to denarja? Pa mislim, da takrat je na $200. Wow. Ja, veš tako, ja. Vse je, če izpočasti. Družbe se izmere, ker ti bila isti hodre, ne? Tako bilo ista. Izik ne bi sploh smela vzeti, če bi te drugdo bil. Ne bi smela, tudi kamere so po letalih žgrela. Pa bi da sem vzela ali ne. Poleg tega imaš pa tako, kot sem že na začetku rekla, imaš kakšne te ljudi, ki so v bistvu naši, a ne? In se ne bi čudila, če bi jih kdaj preverjali. A pa samo denarja ali tudi predmetov ne sme sprejemati? Denarja? Zlatnik? Ne, enkrat sem imela recimo v nekam Saudsko Arabijo smo leteli in smo potnike pobrali nazaj in je bil, ne vem, ne bi rekla glih šejk, ampak ne vem. In to z velik denarja? Očitno. Okay. In je tako celi posadki prinesel ene šale, tako neke svilene, sotvorjave šale, so se mi spomnili. To pa imaš? To si Ja, lahko zreč. ampak ja, smo vsi vzeli. Hudo. Ja, moč. Dober, ne, nekaj sem še hodila vprašati, da sem se pozabila. Ampak... Ja, mene zanima, če te je kdaj kdo pecel na avionu. Valjda je. Ne, a te je kdo pecel, tako da je že bilo prav obvious, ne vem, da je 6krat pomarančni sok hotel. Hej, Magli, zjutraj smo govorili Ja, o sem Mihajlu. govorila. Jaz sem feeling, da smo imeli en tak isti hodre. Ne pač, da niste glih
definicija hodreta. Ne vem takoj, da me človek pece. Meni se zdi, da je prijazen. Meni so vsi prijazni. A ja, to je njihovo. Stojimo, gremo na kavo, ok, gremo na kavo. Ne, videla sta šla na dejt. Ne, na kavo sva šla, veš. Ja, na ta Jaz način, ne ja. vidim tega. Ja, tega še potniki, da je prvič minuto ovako na kavu. Ja. Ja, Kako pa? Imela sem že ful na začetku, ko sem začela leteti. Šli smo proti Avstraliji in na koncu leta moraš ti pobrati kakšne ideje, slušalke, pač take stvari, ki jih pobiramo. Sprav delala sem v ekonomiju, pobiram jaz vne ideje in enkrat prijem do enega tipa in mi da tako še meni v roke, ker smo jih pa delili na začetku leta, da vidiš, kaj imaš za jesti. Ne, lodaš to, zasedaš, bomo pol smeti pobirali. Ne? In že hočem iti naprej, no tako ne, na vsak način, pač mi hoče dati stvari. Ok, vzamem ga, popokam tako pasko in jaz grem naprej tisto vrečo, ne, prijem do konca, vrečo odložem, hočem to smeti vršiti in vidim, da je bilo tako gor napisan, ki je bila njegova številka, njegov ime, pa njegov naslov, ki je pač Avstralc. In smo leteli v njegov kraj in si klicala. In epilog je bil? Znači nisem naredila, bolj si se ga izogibala do konc leta. Jaz sem vprašala, če bi vsaj dober, če bi vsaj lep in... Pa je bil normalen za svoje leta. Wow. In tle sem se ostala, sem pa, aha, za svoje leta. Ne, mislim, da je bil tam okrog 50. Ja, ok, no, to je kaj pomembno podatek. Jaz si lahko prej, da si manj. Ja, se vem, vse za to. In kaj pa ti piloti? A ti je to bilo kaj? A je bilo tam kaj? Pa porazne robe. Meni se zdi, za velik zdaj nisem še bila v Emirati letela kamorkoli, ampak te drugi piloti, ker sem jih jaz kaj videla na letališčih, ja pa vsi mi delujejo tako, kot da jih jaz ne bi zanimala, no. Tako, veliko sem jih videla. Ja, si tako, kako? Ne, ampak, ne vem, Kaj to pomeni? tako so mi delovali. Taki hard to get, ok? Ne, da niso straight, no. A ja, Wow, sparabla. Bomo porilu pokrajšalo. ja, to je zloga. No ja, s katerimi letalskimi družbami spotile te? Pri nas ful zgodbic krož okrog tega, ampak v mojih letih jaz res nisem imela takih izkušenj, osebno z njimi. Čim zdaj ste straight. Ne, da bi piloti pecali, da bi me kam vadili. Z enim sem se dosti pokonektala, čeprav zdaj kar razmišljam o teh kavah, pa se je spremenila svoje mnenje. On je bil probal, Panične kav, so šlo neko silo, je to nekaj narobe. To je v času overlaya, ko morate počivati naslednji let. A ja, v Dubaju. ok. Ful zgodbice tudi o tem, kako imajo familijo po vseh državah, kamor gremo. Ne vem, res jaz nisem bila toliko udeležena v tej situaciji, da bi... Veš kaj sem že gruntala, ona rekla, da ni bila, ne, tudi pa za prave džete govorila, pač pa mogoče ful je filmov o tem, ne, koliko imajo piloti, pa ne, mislim, ful je nekih teh zgodbic, pa, ampak fora je, da obstajajo pač različne letalske družbe, ne. Jaz imam ful feeling, da pri teh, kjer je arabski lastnik, da so tudi glede alkohola, vsega, ful so stroga pravila in mogoče je tudi tle malo omejeno, ali se pa niti ne sve, ker Bog ne ve, da se sve. Mogoče, če bi glavna delala na American Airlines, bi bile te zgodbe čist drugačne. Jaz sem poslušala, danes, ker sem šla malo research delati in sem poslušala eno tiktokerko, ki je pač bila tudi očitno stewardesa in je razlagala, da so pač bile take situacije, da ker to sem bolj hlavno vprašala, če je res. Vedno morata biti v pilotski kabini dve osebi, to sta dva pilota, ne? Pilot ko pilot. In pač, če gre en ven, Ljubla, ne vem, na WC, karkoli, mora priti noter ena stewardesa, da ga zamenja, ker morata biti vedno dve osebi. To je rekla ona, da je res. In pač takrat pa se noter lahko zgodi, ker je pač na avtopilotu letalo. Ampak vse dogaja. Ampak celo letalo je pod kamerami, je pod, pilotska kabina, predvidevam pod sočnim nadzorom, se beleži tudi vse, kar se govori noter. Tako da, z tega vidika si jaz ne predstavljam, da bi se to dogajalo. Če je kamera, kaj? Ok, samo na WC-ju pa ni kamera. Ja, kaj se na WC-ju? Na WC-ju kamera. Na WC-ju ni kamere. Aha. Ampak lahko pridemo noter, kot če je zaklenjen. Ja, to sem jaz me vedno zanimala. A je seks na letalu, v WC-ju, zgodbica za pač lahko noč ali dobro jutro? High club, ne? Ali je to res? A si imela kdaj izkušnjo? Ja, jaz
A ti si bila recaj? Ne, jaz sem bila čim dlje stran od tega WC-ja, ali pa smo pa vedeli, kaj se bo tam dogaja. Kaj pa se dogajaš? Ja, fora je bila, da ne vem, kam smo leteli, nek dolg let je mogel biti, ker tu se je vlekel čez te lete. Ne sam seks, ampak spoznala igra. ker očitno smo se šele spoznala na tistem letu. Ampak tako, en je sedel na enem koncu aviona, en na drugem koncu in pač to sta malo govorila in čez dalje bolj skup sta letela. Dost prazen let je bil, veliko sedež je bilo in na koncu sta sedela skupaj. To bo res romanca za okvir. Pila veliko. Vas alkohol pri nas, ko enkrat škarta je zaston, a ne, pač piješ. In pol smo videli na neki točki, kako je šla ženska v WC, tako mimo te kuhance, dolg nočen let, malo nam je bilo dolg vsak in pač spremljaš ljudi, ne, kaj se dogaja in malo pazuješ. In gre najprej ta ženska tako čez kuhanco v WC. Iz nekaj cajta traja, mi govorimo naprej in pa gre čez kuhanco tip in noter v WC. In se mi tako spogledamo, a je že šla ven? Ni še šla ven, a ne, da ni še šla ven. Jaz tudi nisem videla, da je šla ven. In pa začneš, malo bolj pozoren biti na ta WC in to pač traja, ne, ker naenkrat imaš dve osebe tam noter celo večnost. Pa eno, kako zares lulat. Imaš še druge WC. Začela si malo gudva nabirati, pa so mi preusmerjali na druge, ampak problem je bil, ker posta unedva pač malo začela migati, a ne? In noter v WC-ju imaš ta gumbek, ki ga pritisneš v sili, če rabiš se pomagati. In sta očitno pritiskala na tisti gumbek, a ne, ker gumbek je bil tako ding, ding, ding. Oh my god! Pa so neki točki se vstav in mi gledamo oranžna lučka, ki svek nad WC-jem. Tako, a čmo, ali ne? Ja. Moramo, ne, pač Službena dolžnost, da je infarkt. no, pa da je res kaj narobe, ne moraš vedeti. In pač potrkaš in brez odziva. In to je tvoj znak za alarm, ne? Pač, če ni odziva, to pomeni, da je nekdo mogoče umedljiv. V tem primeru dvor. Mislim, še vedno, mogoče je šla pa ona enkrat vmes ven, pa mi nismo videli. V glavnem, potrkamo še enkrat, brez odziva spet, ja. Zdaj pa moraš, a ne, in odkleneš WC od zunaj. In odpremo vrata. Jaz nisem tako direkt videla, sem pa stala zraven, nisem bila sicer na prvo vrsti, ampak sem tako v drugi vrsti. In jaz odprem vrata in pač ženska, ki je bila tako in moški, ki je bil na njej. Se pravi, nista se še ložila. In odpremo vrata. In tako par sekund samo šoka in vsi obstojimo. In najboljši izgovor, ki ga je ta tip najdel, da je proti nam in reče, slabo ji je bilo. Sam zapremo in tako, ne. Samo ni nobena rekel, je ljubček še malo se na trenirali, če me ne boš ostal, če je slabo. Pač to mogoče kako minutko sta bila še noter in pa prijeta ven in tip pač brez kakršnega koli sramu pride tja na kuhanco in reče, empir bi spil. Človek je že. Je dolg let. Ja, pa zanimivo, v WC-ju, ga ste šli kdaj, mislim. Ja, ne, nikoli še nisem šla na WC na letalu. Ja. Nisem še delčko doletela. Ej, štekam. Ampak ne. Jaz tudi ne bi. Si mogla jih najbolj, ne? Ja, Verjetno. ja. Si bila po ure in ure in ure. Ja. Sem Ni, kakšni so to? Mislim, kar se letalske družbe Emirates tiče, mi smo jih mogli pucati, mislim, da vsake pol ure si mogel preveriti WC, ker je bila tudi nevarnost, da bi kdo poskusil kaditi na avionu in pol vršt čik v smeti in se to lahko zažge. Se pravi, že zaradi varnostnih razlogov si ti mogel pogledati. In ja, da hkrati tudi malo spucati. Ta šik spol ni toliko glamorozen, ker se ga ljudje sprašujejo. Če ne to, da je enkrat, ko je prišla noter, da je bil drek na stropu. Mene se zanima, kaj ta človek dela. Ko se pa dogaja tudi v kakšnih WC-jih v lokali. Jaz ne vem. Vem, ampak razumeš ti avion, ti ko greš na avion, itak je ta WC, ne vem, zakaj hočeš. Vem, zakaj hočeš. Ja, hoče te posrkati, ker ti potegneš vodo na avionu, naredi nek čuden zvok ima. Ja, tako zraven gre ful. Ja, no, in gre dol in kako je pa gor prišlo, vse skupaj, razumeš? Ja, mislim, In oni morajo to pucati, ljudje božji. Ojoj. obstajajo različne. Prav nisem chicken beef. Ja, ne, tako je, jaz tako je.
Ampak obstajajo različne kulture, ki se jih moraš ti navaditi. In letiš, ne vem, v Afriko in je normalno, da ti ljudje tleskajo. Za tebe je to nekaj nesramnega, za njih je to normalno. Tako da obstajajo različne stvari. Recimo na WC sem enkrat prišla in so bili 1000 čevljev na WC školki, ker se v določenih državah nimajo tazga WC-ja. Ja, imajo štrbunkece, V državah niso navajeni tako iti na WC. Pač take stvari ti moraš razumeti, da se dogajajo. Ampak kako pa drek na strop pride, pa ne vem, če je kulturno pogojeno ali sam pač. Pa je tam jasno, če imaš ti denar, da greš na letalo, kako si tako nerazgledan, da nisi že slišal Ni več, nekateri grejo prvič na letalo v življenju, šele ko jim mogoče podjetje plača, da ne vem, si prvoščijo, da grejo obiskat koga od svojih bližnjih nekam. Torej se na letalu oziroma na letališčih je že zanimivo gledati, koliko je enega različnega. Ker enostavno ne razumejo, kaj se dogaja, ne znajo vrat od WC-ja odpreti. Če bilo to je problem počasih. Ja, se je, že se je Ampak včasih so pa normalna vrata, veš, ampak to ne gre. Ja, ne, mogoče pa se sam meni zdi tako taka osnova. Mogoče pa tip samo vedel, kaj se dogaja na WC-jih, pa je hotel mi čisto videti, pa je raj puč gor se s čevlji šel na školko, da se ne bo dotikal tega osramnega WC-ja. Kaj pa, da si zdaj rekla, tega ste se lotili na letalu, kaj pa v tem first classu / business, tam pa vi naredite postelj se njim, pa imajo zavesice. V business classu ne, v business classu se še vsaj en vidijo ljudje. Se pravi, lahko sem pod dekco. Ja, sem tudi, ko se boš kot osebe jim sprehajal, da boš videl. Ja, Nisi videla enega, ki se je ljubil sam sabo. Ti se bo ekonomij. Ja. Ampak ni imel ljudi zraven sebe, je imel prazno vrsto, ampak je napravil, da je tista dekca je komel tega. Ja, pa pač, no, gled je bil. To gled je bil. Kaj pa first class? First class se pa čisto zapre. Ampak je odvisno od tega, na katerem letalu si. Ta novejša letala, ki so na novejš predelana, imajo že take first classe, da imaš ti v bistvu ta vrata čisto stropa gor, ki se zaprejo v first classu. Se pravi, da si ti čist sam, tisti svoji kabinci. Pol v teh starejših avionih, ki jih je pa tudi več, imaš pa kabino, ki se sicer zapre in ko bi jaz recimo hodila mim, ne bi videla, kaj se noter dogaja, ampak ni pa to do stropa zaprto. Se pravi, je do določene višine. In sem slišala nekaj zgodbico od pilotne pravo, kako so pa videli enkrat, ker po letalu so kamere, že iz varnostnih razlogov, da pač se je v eni tej kabinci iz first classa malo preveč to dogaja. Tako se morajo oni zabavati. Ni po mojem pa prav popestri let. Ja, valjda. Sneg se pa vse, veš, ti nimaš zaprto čist. Sicer avion kot tak je malo glasen, ne? Ja. Nisi čisto Zasebno. Imaš pa v stresu na Airbusu kopalnico, ne? Ampak še tam pa zbiramo timinge, se pravi pred samim vzletom, grejo načeloma od potnika do potnika, da zberejo, v katerem timingu bi se šel on tuširati pred pristankom ali pa med letom. In pač ta potnik pa vstopi v kopalnico. Nista pa nikoli dva napisala istega timinga. Se ljudje Uradno ne morata. Kaj pa, a vi ste tudi lahko se vmes tuširati? Ja, spucati, ja, ne pa tuširati, spucati kopalnice. Ja, no, torej res ni toliko bleščeč poklit, kot bi si sprva mislil, ko vas vidiš tam na letališčih. Pa je že Vesna preomenjena te standarde. Kako je glede tega izgleda, oziroma glede kilaže predvsem? Da ni preveč občutljiva temu? Ne, sem imela s tem ful probleme, ampak mi ni problem. Se zato glas. Ne, pač moraš imeti nek zdrav telesni indeks in to je to. Zdaj, če se ti prehiter zrediš, kar najlažje opazijo po sami uniformi, ker je to arabska država, ne sme biti uniforma čisto prijeta, ampak mora biti mečkan lufta. In kad se ti zrediš, ti rata malo preveč prijeta in takrat se te začnejo mogoče malo spremljati, tako da na tehtnico postavijo, zvagajo in ti mogoče povejo, pač moraš iti po večjo uniformo. Obstajajo tudi tisti ekstremni primeri, kjer ti rečejo, da moraš shujšati, ampak niso pa to zdaj neke take stroge stvari, da
te ne morejo odpustiti zaradi tega, ker si se zredil. Sprašujem se zaradi tega, ker so tako stroga pravila glede vsega. Najprej dajo možnost, da shujšaš. In pa, če imaš s tem ful probleme, ja, je lahko to razlog za nepodaljšanje pogodbe ali pa, ne vem, bi rekla, da v ekstremnih primerih se to odpusti. Kakšno izkušnjo imaš ti s tem? Mislim, jaz sem vmes ful shujšala, ampak deloma je bilo povezan verjetno s službo, ki sem jo imela, ampak ne tako, da so me oni kakorkoli spodbujali ali pa prisilili v to ali pa karkoli sploh ne. Jaz se samo v svojem telesu se nisem več kaj počutila, zato ker ko si ti na treningih, preden začneš leteti, ti oni rečejo, zredil se boš. Ko boš začel leteti, se boš zredil. In jaz tako brihtam nazaj, ne, valjda ne, jaz lahko jem kar hočem, jaz imam telo po mami, jaz se ne zredim, ni šans. Ja, ki je pol leta 10 kg gor glad. 10? Ali pa to od te hrane, ali od nespanja, ali Od vsega skupaj bi jaz rekla, eno je hrana na letalu, meni osebno je bila hrana, ki smo jo mi stregli, vedno dobra. In sem tudi tak velik foodie bila in sem hotela provati vse, kar je bilo možno, ne. Pol drugo je, da še vedno imaš večino letne po noč in po noč, ko je telo utrujeno, išče uno neko energijo, da bi jo dobil in kako ti dobiš energijo od hrane. Ne? Ti imaš feeling, da si lačen, čeprav pač ni logično, da si cel čas lačen. In ti sam ješ, sam stopor. Kaj pa ta hrana, ki jo strebate, recimo, a je tako velika večina hrane vnaprej predpripravljena ali pa ne vem, veš, ko imaš te, ne vem, bombekte, ki so predpečene, pa jih samo dopečeš. Ja, vsa hrana je načeloma pripravljena naprej. Mi nimamo opcije kuhati nekaj. Ja, ne dobite pa tudi že kuhano naprej? Ne, je pripravljena, pa je zamrznjena in pa mi v pečicah pogrejemo. Ok, vzorjo, zredila si se? Ja. Za 10 kg pač Ja, pol leta, 10 kg gor in sem šla čez to, ja, ta uniformat je pretesna, da smo gledali povečjo. Pol hkrati se je takrat Koliko si mi za takrat kil? Takrat, ko si se kao zredila? sem prišla, mislim, da iz tam 54 na 64. Aha, ok. No, Nekaj tacka. Ampak meni ni bilo to normalno. Okay. Jaz se nisem bila navajena v svojem telesu take. Ja, in sem pol zadnji let pred COVID-om, vem, da sem imela v Bangkok in očitno sem tam pojedla nekaj tacka, da sem dejansko fasala, ne vem, neko bakterijo, virus, ne vem kaj. In sem imela ful probleme, ker sem prišla nazaj, sem bila tudi pri zdravniku, sem dobila neka zdravila, ampak jaz tako ničesar nisem mogla noter vprašati, ker sem bruhala na polno, kot viroza. Ampak se je vlekel. In takrat sem mogla prvič, se mi zdi, da v življenju res začeti merkati, kaj sem počasi začela jesti nazaj. In takrat mi je tisti klik naredil v glavi, da če moram pa že paziti zaradi tega, je pa to meni bila zdaj idealna šansa, da začnem paziti še za to, da shujšam nazaj. Okay. In tako se je začelo. Pač najprej sam, da sem pazila, kaj jem, kar takrat pol ni bil več tak problem, ker se je COVID začel in nismo več leteli. Pol pa so se začeli te intenzivni treningi, najprej, ko telovadiš tam na 2 kvadratnih metrih sobe, ker pač je lockdown in si zaprt, do tega, ko se pol odpre, pa začneš laufati in mislim, že si v tem najdu nek grozen užitek, ampak v bistvu si ti gre za to, koliko kalorij pokuriš, do tega, ko se pol fitnessi odprejo in si čist izpod kontrole. Sprav si bila čisto izpod kontrole? Ja. Koliko je šlo to? Koliko si pa pojedla na dan? Jaz sem... Sprav bila si v Dubaju, pojedla si kaj, 1 obrok na dan, pa bila koliko časa v fitnessu? Ne, v neto sem štela kalorije. Jaz vsako jutro sem šla v fitness in sem bila približno 2 ure v fitnessu, minimalno. Od tega sem 1 uro laufala in sem na dan naredila 10 do 15 km teka. In pol sem imela še 1 uro za uteži oziroma kardio ali pa neko drugo vadbo. Ali pa celo še 1 uro kolesarjenja. Kaj pa hrano? Jedla, nisem v bistvu nobenih maščob, do te mere, da je bil recimo avokado za mene problematičen, nobenega sladkorja, nobenega sadja, ker boh ne ve, to je cukor noter, nobenega olja, zato ker spet maščobe, nobenega krompirja, riža, ker to so oglikovi hidrati, tega se tudi ne dotikam. Kuhan piščanc ali pa tuna v konzervi v naravnem soku ali pa kakšna lahka zelenjava, kot so, ne vem, kumare, paradajz.
Mislim, kaj si lahko, vse se to je bilo v njeni glavi, Mislim, ja, ne, kaj si Količinsko ne toliko velik, ampak to sem je pol začela vračati. In pač dobiš bumerang nazaj, ne? Ker toliko časa lahko stradaš telo, ampak priješ do točke, ko bi pa ti pojedel res vse, kar vidiš. In jaz sem imela tiste momente, ne vem, sem en teden bila ful stroga do sebe in Bog ne dej, da karkoli pojem in laufala na polno, ampak pol pa še en večer, ki enostavno nisem mogla nehati. In sem žrla vse, kar sem videla, kar sem najdla, do une mere, da mi je bilo slabo. In ful. Bruhala pa nisi nikoli. Ne. Ne, toliko delč niti nisem upala iti. Ampak vse skupaj je bilo, prišla sem najnižji na 42. To si imela kakšno diagnozo, da si imela prav prehransko motnjo? Nikoli nisem jaz hodila do zdravnika, ampak vsakič, ko sem prišla na dopust domov, tako mami je jokala, doma smo imeli pogovore, probala sem me prepričati, jaz trmasta nazaj, jaz sem čisto v redu. Do tega, ker me mami pol poslala do osebnega zdravnika, ko sem prišla domov na dopust, je rekla, pejt, dej kri, vse preiskave ti ne naredijo. In jaz sem bila zdrava. In jaz sem takrat dobila, da je moja kri okej. Ker jaz res nisem jedla, jedla sem premalo, glede na to, koliko sem tudi športala. Ampak moje krvne preiskave nazaj so prišle zdrave. In to mi je bil pa poluno, se imam postir, jaz sem okej. In pol gre sem še globje. Kdaj ti je bila pa ona točka, ko si pa ti v glavi poštekala, mogoče pa vse ni to več okej. Ne bi rekla, da je prišlo do onega momenta. Ena izmed takih stvari, ki mi je dala malo misel, ampak me še ni čist streznila, je bila to, ko so mi moje sestre, ko so 9 let mlajše, se pravi, so bile takrat stare, ne vem, 15, 16, so mi rekle, a si ti predstavljaš, da bi bila ti na najnem mestu, pa bi mi dve šle v Dubaj in ti ne bi vedela, če bi me sploh še kaj žive nazaj pa šle. In tudi to mi ni dalo še čist trezno. Bila sem prosebna zdravnikov in rekel, ti si zdrava za kakšne antidepresiva, ti pa šla na kak pogovor. Jaz tako, kako? Meni vsi govorijo, da imam popoln life, da imam vse, kar kdorkoli hoče. Potujem po svetu, imam tak šiht, takrat sem imela fanta, tako vse je zgledalo popoln, ampak sam pri sebi sem bil pa tako. Ja, meni je razdelani preko, da bi lahko šla na antidepresive. Ampak ti se nisi počutila tako, da bi ti bilo kaj hudo v life, da ti ne bi bilo kul. Da je bilo v redu. Mogoče to prišlo s covidom skupaj, ker jaz sem šla v Dubaj, stran od familije, stran od tega življenja, ki ga poznam, zato da bom videla svet, pa s tem zaslužila nekaj. In pol je prišel lockdown, ko nisem ne letela, ne služila, ker so nam tudi plačo, ukinili so nam ure letenja, pa še osnovno plačo zbili na 50%. In pač tam si bil, če si face šparu, ko si za hrano plačoval, si mogoče kako pozitivno ničlo prišel čez tiste mesece. In sem tako, zakaj sem jaz tle? In takrat sem tako nekako začela drseti. Kar se tiče videza, pa najprej si bila bolj ponosna na se, da bi ti rekla, fakt presuha, sem ti si najprej še zmeraj zdela, predebela. Ja, ti ne vidiš sebe taskega, ker si zdaj, ko gledam slike za nazaj, groza me, res me je groza, pač Boga tista Hana takrat, ampak... Koliko časa pa drugač, ko si ti prišla v Dubaj, preden je bila ta korona, koliko časa si prej letela? Letela sem prej 6-7 mesecev. Aha, pa se je začela korona. Ja. Se pravi, jaz sem prišla tja julija 2019, začela leteti septembra 2019, pa marca 2020 sem pa nehala leteti par mesecev. Za par mesecev. Za par mesecev, ampak ja, pa počasi. Se vem, se spomnim, kako je počasni te leti. Tudi, ko si prišel na neko destinacijo, če si že uspel kam leteti, če so te dali na avion, si prišel tja in so obnašali do tebe, veš, da prenašaš vse viruse preko sveta. Ti si bil največja nevarnost njihovi državi. In so te zaprli v hotelsko sobo in ti prepovedali shod. Pač se je dogajalo. Tako da v bistvu nimaš kaj ful odpotovanj, kar se tiče tega. Ampak si imela pa prej, ali tudi ne? Kaj? Ti 6 mesecev. Recimo 6 mesecev, ali pa pol, ko se je lečko znormaliziral, si videla ti kaj sveta, ali si šla spat, revca Boga, ker si bila pač 6 ur si po konci, no? Ne, veš kaj, jaz sem bila vedno taka, da ko sem prišla na neko destinacijo,
Če je bila noč tam, sem šla spat, če je bil dan, sem se prisila, da sem po koncu. In so bili dnevi, ne vem, ko sem prišla recimo v San Francisco, ki je bil z Dubajem 12 ur razlike ali nekaj takega. In sem začela sem leteti v ponedeljek zjutraj in sem prišla tja in je bil še vedno ponedeljek zjutraj. Veš, in pa moraš še cel dan preživeti po koncu, ampak point je bil samo v tem, da se preoblečem, širom preoblečem in spravim ven iz sobe. Ker če bi se usedla na poslo, fertik. Tako da sem videla nekaj sveta, bi jaz rekla. Že vnaprej sem si naredila plan, kjer stvari hočem videti in kako bom do teh stvari prišla. In pač če česa ne vidiš ti izdan, je pa zelo velika verjetnost, da boš še kdaj prišel v to destinacijo in si boš pogledal, da je prvič. A si šla vedno sama, ali ste šli pač tako? Večinoma sem hodila sama. A ti je bilo kdaj tako? Se počutila osamljena, da smo bila pač sama. Kaj, jaz sem zelo tak, v bistvu introvertiran človek in tak znam biti samostojna in včasih rabim svoj mir. In potem, ko sem prišla po dolgem letu, ki je bil skozi in posadka in folk okrog mene, mi je včasih res pasalo, da sem bila sama. In sem šla z veseljem sama. Prišla so destinacije, kjer si mogoče nisem upala iti sama ven, a ne sem šla rajše v skupini. Ampak bolj mi je bilo tako vedno, recimo, sem prišla nekam, sem šla ven, pogledala vse stvari, prišla nazaj v hotel in poklicala mami in ji probala razložiti, to pa to se mi je zgodilo, pa to imajo, pa imajo. In tako, kakorkoli sem opisovala, nisem imela feelinga, da jih lahko dosti dobro opišem. In me tako, kako naj ti povem, kako naj ti pokažem to, kar doživljam jaz. Pač sem imela feeling, da me noben res ne more razumeti, ker ni tam zdravo. Ne začuti. Pa se to je začelo potovanjih, da če ti ful potuješ, tako in ti je vse boli in vsako potovanje, ki greš nekaj potegneš od njega, veš, in ti je ful dober in pa probaš ljudem, ki ne hodijo na potovanje, ne govorim na dopust ali na all inclusive, ampak na potovanje probaš in tako jih ideš. Da jih ne zanima. Pa ne, pa tudi ne znajo, tudi ni jasno. Jaz ne vem, na Kubi rekla, da mi je bilo ful fascinantno zavedati ljudi, kako čakajo v vrsti, kaj je vojska delila hrano. In pa ti isti ljudje so čez pol ure bili ful happy in so plesali, pa pač ne vem, tako. Jaz sem me tako gledala in pa je bil enkrat en komentar isto, kot da bi v žablje prišel, pa bi isto videl. Veš, tako pač hočete reči, da niti ne morejo doživeti, ker ne štekajo. Ja, ampak po drugi strani pa ti prideš domov, se preseliš nazaj v Slovenijo in kar naenkrat o čem bom jaz govorila. Ker vse, kar jaz lahko govorim, pač 4 let pa pol je bilo moje življenje to, da sem potovala in da sem bila skupaj z drugim kulturami in da sem dobila neko to širino. In pa si tako, o čem ne sploh jaz govorim? Jaz sem živela v tistem filmu, ker ne vem, če ga sploh lahko razložim. Si bil pol šok, da si prišla nazaj v Slovenijo? Čez drug lifestyle? Mislim, vedela sem, kak lifestyle prišla. Si odšla, ampak vse. Prišla sem nazaj. Presenetilo me je to, da je še vedno vse isto. Meni se je v 4 letih pa pol zgodilo toliko ogromno enih stvari, popriješ pa nazaj domov. Se to, ker jaz recimo že v en teh, da sem v Španiji, pa grem polo Slovenijo, pa vam fura depresivo še nekaj. Zato ne sprašujem. Jaz sem vedno rada prišla v Slovenijo na dopust. Jaz sem imela drugače prek Emiratov tudi do 90% znižane karte za praktično kamorkoli po svetu. Ogromne popuste. In jaz bi lahko res šla kamorkoli. Filipini, Bora, Argentina, nima veze, kamorkoli. Jaz sem šla vsak dopust domov v Zagorje, v svojo hišo, v svoji familiji in pa mi mami vedno mi sprašvala, pa bi šli v Kranjsko goro, pa šli sem, šli tja. Tako, ne, jaz to delam za šit, veš, meni je dopust to, da me en teden ko se spite na kauču pred televizijo, tam ne mi kamin gori, če pozim, pa vi boste zdravo. Veš, pa budemo šla do slano. Nekaj te bobi paličke. Pa budemo en teden sem tam. Hanna, glih to, ko si rekla, sanski job si ful veliko ljudi predstavlja. Sploh, ko ti rečejo, delal boš za Emirate, delal boš za ta private jet, moraš še nekaj povedati. Ne vem, bila si izbrana v elito. Med mogoče v najbolj elitni letalski družbi, ali pa eni od najbolj elitnih letalskih družb, med elito. A veš, se pravim, vidi se ta picture perfect, ne? Kako zgledate, pač skozi se smečkate. Jaz sem prepričana, da imate neke gumice tle zadnji, da vam na to teguje. A veš, ne, ampak, a je to sanski job, a je to pa potovanja,
sem pozabila, pa potovanja, pa spoznavanje novih ljudi. A je to sanski job ali je to v bistvu kar orang trgljanje v smislu dolge poti, ogromno ljudi, ki se zamenja, osamljenost, ko si konstantna, skozi obkrožen z ljudmi, pa nobenega nimaš, ki ti je zares blizu, ker se ljudje skozi menjajo. Ker nisi skozi z enimi istimi, z eno in isto zasadkom. Vsakič je druga. Jaz bi rekla, da je to ena ful dobra šola Okay. za vse mlade. Pač jaz bi priporočala to komukoli. Mogoče ne priti tja z unimi nekimi zasanjenimi očmi in kaj se tam dogaja, kako je lepo, ne, pa vidiš realnost, da ja, tudi vejce moraš vsake pol ure pucati. Ampak je ena noro dobra šola, ki ti da ogromno ene širine. Jaz verjamem, da se marsikdo čist drugače znajde v tej službi, kot sem se jaz. Imaš ljudi, ki ustrajajo v tem poklicu do 50 leta in si tam ustvarijo družino in pač tam funkcionirajo normalno. To pač nisem bila jaz, ampak to je moja osebna izkušnja. Je lahko sanjska služba, ampak je pa tudi zelo osamljena služba. Mislim, da je ena izmed najbolj osamljenih. Ker si skozi obkrožen z ljudmi, ampak vedno vse ljudi vidiš prvič in tudi če greš na layoverju skupaj z ekipo ven in se imate ful dobro in delate fotke skupaj in noro, koliko ste povezani, nekrat enkrat prišli v Dubaj, je 99% šanse, da se nikoli več koš vidi. Da enostavno ne staš več tisoč. Ja, da ni. Moja sestra mi zdaj študirala, da bi šla za obirate. Pa jaz bi rekla, ja. A se zasluži dost? Ja, lahko se zasluži ful. Je pa Dubaj mesto, ker se lahko tudi prav ful. Ampak Živeti pa moraš tam. ja. Okay. Ja. Mislim, ne moreš biti, ne vem, v Omanu, pa živeti v Omanu, pa leteti od tam z njimi, recimo. Živeti moraš tam, imaš pa možnost, da nisi v njihovem stanovanju, ki je zastonj, ampak da si najdeš neko svoje stanovanje, tebi dajo pač nek budžet na mesec, da si pokriješ to stanovanje, lahko si najdeš cenejšega, lahko si najdeš dražjega, če imaš ta budžet, to je to, znaj se. Okay. Kaj pa se naprej večeti? Kaj je še to? Zelo smešno. Ja, ne, pa pač pravi večeti, jaz ko gledam, veš, ko imaš ameriške rokarje, z vsem dolžnim spoštovanjem, da ameriške rokarje, ja, pač filme gledaš in pač to je razpaljotka, pa ne govorim samo o seksu, govorim o alkoholu, govorim o drogah, govorim se, pač ponavadi najamejo. Res je, da se filmi samo tek snemajo, ne pa pač o podjetnikih, ki potujejo. To so bolj stroje kulture. Vse zato me zanima. Se tvoj private jet je bil v bistvu najbolj mirna stvar v tvoji firmi? Ja, dejansko. Mi nismo imeli nobenih razgrajanj, česar kot podobnega na tem letalu. To je bil tudi samo en sam avion v celi letalski družbi, ki je bil preurejen v zasebno letalo. In se pravi, so imeli zelo omejene lete oziroma termine, za katere si ti lahko rezerviral pač ta avion. Imeli smo dosti povpraševanja od teh okoliških bogatih družin, ampak recimo nekoga, ki je bil velik potencial za razgrajanje, da je tako reči, pa že niti sprejeli ne bi na ta avion. Se pravi, so Emirati so imeli ful stroga pravila. Mi pa ful zanimivo, kot si rekla, da v bistvu njime dosti vse za tisto hrano, ki ima na private jetih, pa pijačo. Kaj hrane, ja. Kaviar imaš gor, pa ne. Smeti ni česar zmakati, veš. Ja, vem, ampak kaj to bi lahko na futru pač... Velik ljudi. Ampak na koncu je rekla, da smo Ja, se povej, kaj je. Ja. Se pravi, obstaja nek šef, ki skuha hrano, ki si jo oni želijo imeti. Mi jih vprašamo pred samim letom, da bi imeli vi bolj na zajtrk zadeve pripravljene, ali kosilo, ali kakšne sneke, povejte. In oni se zmislijo in ta šef to vse pripravlja. In pa imaš na letalu vedno en kaviar, pa so nekaj tiste glavne jedi, odvisno kaj pripravijo, kaj si želijo, neke sladice, ampak ja, nismo neki ful veliko nikoli jedli. Po mojem izkušnjah tiste, ki sem jaz prevažala, pa to je bila velikrat ena in ista družina. Iz Omana, ne? Ki ful zanima. Ja, najbogatejša družina v Omanu takrat. In dole ti imaš še kaj ves. Ne, Hello, this is my friend. Ja, drugače to se je pač zgodilo. Mi dva smo bila z Jagotom v Bovcu. Ja. In pač tam smo malo z družboga pil in je bil tudi en, ki pa ni govoril slovensko in govoril angliško. In pač mi se pogovarjamo s tem pilom in kot so govorili, da je pilot.
in je letel tle neki za ne vem, kjer letal, tle v Evropi, ni bil tam, Katarju. No in mi se ful zaštekamo, jaka itak, pol to naveze stike. No in jaz se šla tako na dopust eno leto na Malto v njegov flat. A res? Bravo, to. Tega je šala najbogatejša družina od doma, no tudi ona pasja uta njihova je dosti dober flat. Ampak, čakaj, veš, to je hotla, ne? Vse imate gor. In kjer te bejbe, ponavadi sem kavico vzamejo in te družine. To so pile tako mogoče, kakor Pa je jedl. Zdaj, oni imajo vse to tudi doma, ne, ti na letalu ne moreš ponuditi ničesar, oni nimajo, ampak skupaj z njimi, recimo, pridejo 3 ženske iz te familije, vsaka je imela po enega ali pa 2 otroka, pol pride pa zraven 6-7 varušk za te 3 otroke, rečemo. Ja, pač varuške so pa ponovadi iz kakih Filipinov ali pa afriških držav in si enostavno ne morejo privoščiti vsega tega, kar imajo tam na razpolago, ne. Tako da one pa probavajo to pančevanje od karjarja do pregledi, glavne jedi, sladice, vse. Ta avion se podre, ne? Mislim, podre se vse lahko, pa mizice so noter, pa jedilnica, pa vse, ampak to je placa za koliko ljudi, če grejo. Če gremo mi normalni potniki za 500 evrov letalsko karto, noter je to koliko stoječih oziroma sedečih. Sedečih. To volamo. Drugače tam 150, do 150 ljudi na normalnem avionu. Ta naš je bil za 15. 15 bi jih lahko spal. Aha, tako je. Ja. Če imajo je tam kopalnice, pa telovadnice, pa ne vem. Kako je posadka? Običajno 3 ali pa 4 punce posadke, se pravi strežba, pa pol pilot in ko. Ok. Zanimivo. Pa so tudi drugačne uniforme, da se ne sloč. Še vedno isti barvni odtenki, sem bolj na rdečo. Ok. Pa zdaj moram imeti zabe eno te nek temnejše od kože, to mi je danes jutri povedala. Res, zakaj? Da nas gledajo tvoje noge preveč glede. Jaz imam napačno te nek zabe. Ne, jaz pa imam temnejšo, ona je strgana. Zato rabiš pa dodatne žabe. No, ona si ti po prestiske, ali ga? Da sem ti strgana. Vesna, Bif. No, pa smo prišli do ugotovitve, da nobeno od nas ne zna za stevardeso. Kako so mreža, izbracija si joške, široke, kako Jaz imam napačno te nek zabe. Ni v redu. Več, hvala ti. Ja, ful zanimivo. kar sem imela tle. Ja, z veseljem. Lahko še kdaj prideš. Pa še kaj povedala. Ja, seveda. Vidiš, če bi bila pametna, bi zdaj živela v Dubaju, poročena bi bila lahko šejkom. Imela bi 2 Ferrarija, zdaj pa hodim po radiju z 2 službenima telefonoma in svema. Ja, dobro, pa pač da nekaj manjka. Neč vam vidiš. No, Košto. Ne, se moraš paranga že zdaj dobil na tega, kar mi nimamo. No, hvala, gledam. Pač kaj naš para, ker jaz imam ful, pa skrat ga v New York. Naš pa ni tako, ful dobro, če imaš. Čau. Tisti dnevi v mesecu.